Med lastniki iPhonov kroži en napačen, neuporaben in en butast nasvet, ki ga vsake toliko slišim in je že čas, da se ga v kali zatre. Nekateri sicer dobronamerni, ampak nepoučeni strokovnjaki namreč novopečenim iPhonovcem svetujejo, da je za boljše delovanje telefona treba vsake toliko časa izklopiti aplikacije, ki da baje, ponavljam, baje, tečejo v ozadju telefona na skrivaj. Če namreč z dvojnim klikom osnovnega gumba prikličemo seznam zadnjih odprtih aplikacij, lahko potem z dolgim dotikom katerekoli izmed njih prikličemo tele srčkane migetajoče rdeče minuse, s katerimi jih lahko potem z lahkoto odstranimo in odklopimo s seznama. Ampak, če je to mogoče res treba početi pri drugih pametnih telefonih, recimo pri Androidih, kjer je operacijski sistem nalašč popolnoma odprt in lahko aplikacije po želji multitaskajo in tečejo v ozadju, vse seveda v imenu odprtokodnosti in svobode, pa to vsekakor ne drži na iPhonu. Njegov operacijski sistem se namreč multitaskinga loteva drugače in ga nalašč omejuje, da se ja ne bi bog ne daj aplikacije kakorkoli motile med seboj, po nepotrebnem cuzale baterijo v ozadju ali pa zaustavljale sistem. Na kratko, na iPhonu aplikacije z redkimi izjemami nikoli ne tečejo v ozadju, nikoli po nepotrebnem ne zasedajo pomnilnika in nikoli ne zaustavljajo sistema. Tale seznam zadnjih aplikacij je točno to, seznam aplikacij, ki so bile pač pred kratkim odprte in ne seznam aplikacij, ki ta trenutek tečejo na iPhonu. Seznam je koristen predvsem in samo takrat, kadar se recimo kakšna slabo spisana aplikacija obesi, zabluzi in jo lahko takole priročno resetiramo. Omenil sem redke izjeme in res redki so programi, ki jim je vseeno dovoljeno zelo omejeno obratovanje v ozadju. Recimo tisti, ki pretvajajo glasbo medtem, ko počnemo kaj drugega, pa programi za GPS satelitsko navigacijo ali pa recimo, če kak program pretaka kakšno veliko datoteko z interneta. Za vse drugo pa je obratovanje v ozadju na iPhonu strogo prepovedano in tudi nemogoče. Zato je tole ugašanje aplikacij na iPhonu v imenu boljše odzivnosti ali prihranka baterije popolnoma brezplodno početje. To je navaden računalniški voodoo in nič drugega. Ne tega početi.